Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Začenja se predpraznični čas, ko po vsej državi prižigamo lučke v središčih mest in vasi in ko smo že vsi malo v pričakovanju prihoda dobrih mož. V Podkorenu so v petek najprej zbrane pozdravili parkeljni, ki se že tradicionalno predstavijo pred prihodom svetega Miklavža. Znova so naredili pravi ognjeni spektakel in prikazali izjemno zanimive maske. 12 krogov! Spektaklu. Parkeljni so bili zelo radoživi. Imeli smo več kot 20 skupin, kar pomeni približno 350 parkeljnov iz treh dežel, iz Slovenije, Avstrije in pa Italije. Obiskalo nas je ogromno ljudi, tako da mi smo zelo zadovoljni in obenem vabimo na advent v decembru in pa seveda na parkeljne naslednje leto. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori je po šovu v Podkorenu sledila še zabava z Vito Feltno. Slišim njeno dihanje in nasmeh, pa je kriv, počutim se, kot ne ljubim. Ti si edina in blizu ni nobena, že spet robil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene, brez aspirina, mi glavo bolj odženeš. Vito Feltno! V Mojstrani so v petek odprli adventno tržnico, ki bo odprta vse do 5. januarja. Spoštovane, spoštovani, dragi prijatelji, iskreno dobrodošli v Slovenskem planinskem muzeju, kjer pravzaprav vse od odprtja v leto 2010 pripravljamo sodelavci, pa našimi partnerji, poseben program prav v času predbožičnih praznikov, torej v času adventa. Že zelo zgodaj smo začeli postavljati jaslice skrederce, mnogi se jih spomnite. Lani smo predstavili jaslice sosednjega muzeja jaslic Brezi. Že takrat pa smo si prizadevali, da predstavimo zanimivosti iz dežel Alpske konvencije. Namreč Slovenski planinski muzej je bil prva informacijska točka Alpske konvencije na vzhodnem delu v Sloveniji, podpisano pogodbo z leta 2017. Zato smo iskreno veseli, da dogodek, kot je današnji, podpira Alpska konvencija in da je zato tudi z nami generalna sekretarka, ki je v tem mandatu Slovenka. Naj zaključim. Sodelavci smo pripravili novost, ki upamo, da se bo prijela v naših krajih. Prav z vašo pomočjo, z domačini, sosedi iz Italije, iz Avstrije, Slovenci in vsem tistim, ki so vam ljube gore. Dobrodošli.
Lep dober večer v imenu občine Kranjska Gora in pa seveda tudi v mojem osebnem imenu. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj, spoštovani gostje iz Alpske konvencije in pa lep pozdrav, še posebej prisrčen pozdrav našim prijateljem iz sosednje Italije in pa Avstrije, ki ste nas obiskali v tako velikem številu in tudi najmlajši, ki pripravljate tako lep program. Takole, december je pred vrati, zdaj upam, da smo bili pridni. Do prvega moža imate še malo časa, če niste bili, tako da lahko še kaj popravite ta teden. Drugač pa vsem skupaj želim en lep doživet december, ki je pred nami. Kot je že Matjaž povedal, jaz verjamem, da bo adventna tržnica, ki jo Slovenski planinski muzej letos skupaj z Alpsko konvencijo pripravlja, bom rekel, dobila svoje mesto v tem adventnem času in da se bo pač ponudba iz leta v leto večala. Kar sem opazil, da v hodniku je ponudnikov kar veliko in verjamem, da bo vsak našel nekaj za sebe in s tem tudi dal neko spodbudo vsem ponudnikom, ki so pač pripravili svoje izdelke. Drugače pa vsa pohvala tudi Slovenskemu planinskemu muzeju, seveda iz leta v leto postaja središče dogajanja v kraju. In v občini smo izjemno veseli za vse te dogodke in vse ideje, ki jih imajo ekipa z direktorico Ireno na čelu in pa vsem ostalim bom rekel, deležnikom, tako turističnemu društvu in pa vsem prostovoljcem v našem kraju. Dovolite mi, da vam namenim nekaj besed tudi sam in vam predstavim našo alpsko adventno tržnico, katere temelj so izdelki dežele Alpske konvencije. Alpska konvencija je mednarodna pogodba o varstvu Alp, o kateri bo kasneje zagotovo spregovorila generalna sekretarka gospa Alenka Smrekol, pokriva 8 držav, 6000 občin približno, vključuje 190 000 kvadratnih kilometrov in na tem območju živi skoraj 14 milijonov prebivalcev. Ljudje v Alpah smo si ne glede na narodnost in jezik, ki ga govorimo podobni, se dolga stoletja živimo v skupnem alpskem prostoru. Tako smo razvili podobno skupno kulturo, ki vključuje tudi praznovanje v adventnem času. Naš Slovenski planinski muzej je bila prva informacijska točka Alpske konvencije v Sloveniji, zato smo se odločili, da bomo tudi prvi na tem delu Evrope, ki bomo pripravili skupno alpsko adventno tržnico, ki bo vključevala tudi ostale dežele, ki so del Alpske konvencije. Odločili pa smo se, da začnemo počasi z alpsko tromojo in glede na naše poslanstvo povabimo poleg domačih razstavljavcev najprej predstavnike slovenske manjšine z avstrijske Koroške in Kanalske doline. Veseli nas pa, da se nam je pridružil tudi naravni park Dobrač, kjer stoji najvišje ležeča slovenska cerkev v sosednji Avstriji. Zelo smo tudi veseli, da so našo idejo začeli sprejemati tudi partnerji, ki so bolj oddaljeni in tako je nekaj svojih eksponatov za našo tržnico in razstavo prispevala tudi italijanska Domodossola. Verjamem, da bo naslednje leto še bolj pestro in da se bodo odločile za sodelovanje tudi ostale infotočke Alpske konvencije. Posebno lepo pa je, da bodo na naši tržnici že letos proizvodi, ki so posebni, zanimivi in tudi unikatni. Zahvala zanje gre prav prijateljem iz Slovenije, avstrijske Koroške in Kanalske doline. Tržnica bo obiskovalcem na voljo ves adventni čas, podaljšali pa jo bomo tudi v novo leto. Na kratko torej, do 5. januarja 2020 boste lahko izbirali med izdelki, ki si jih lahko v koncu današnjega uradnega dela prireditve tudi temeljito pregledate in kaj lepega tudi kupite. Včeraj so lučke prižigali tudi po Zgornjesavski dolini. Začelo se je na Dovjem. 5, 4, 3, 2, 1, nič! In lučke so zažarele! Na Dovjem smo prižgali božično novoletno jelko in pa novoletne lučke. Prvi v turistični destinaciji Kranjska Gora, prvi v občini. Zelo lepo je bilo, zelo zabavno, kajti pogostili smo tudi naše mlade planince iz planinskega društva Dovje Mojstrana, ki so prinesli in pripeljali lučke prav na trg pred Katro. Tukaj smo se zbrali, seveda tudi vsi, ki imamo radi glasbo. Nastopila sta mlada talenta iz glasbenega studija Jake Kerna, to je bil Val Kemperle in pa Maj Smolič, kasneje pa smo se pogostili s toplim kuhanim vinom in pa čajem. Sledil je prižig lučk v Mojstrani na trgu Olimpijcev. 5, 4, 3, 2, 1, nič! In lučke so zažarele, Mojstrana žari.
kjer bodo tudi ves december pripravljali zanimiv praznični program. V večernem dogodku je sledilo potem rajanje tudi na Trgu Olimpijcev v Mojstrani z glasbeno skupino Shakespeare in kasneje so prišli še naši najstrašnejši parkeljni, ki so doma iz najlepše vasi iz Podkorena. I'm driving in my car. I turn on the radio. You still like it? You know I'm alive. V Kranjski Gori so prav tako včeraj prižgali lučke v Alpski vasici, ki je znova praznično in pravlično zasijala in pričakuje le še sneg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrodošli v Kranjski Gori, lepe praznike in pa obilo veselja v mesecu decembru. Zima je prišla v mesto, čakamo na sneg. Zima je prišla v mesto, čakamo na sneg. Z današnjim dnem, ko smo odprli Alpsko vasico in pa prižgali novoletno okrase, mislim, da vstopamo na pravi način v veseli december. Alpska vasica je zaživela tako kot pa prejšnja leta. Mi smo se potrudili in pripravili res bogat in pa pester program preko meseca decembra, vse tja do novega leta, zato vabimo vse občane in pa vse tiste, ki prihajajo v Kranjsko Goro, da se nam pridružite ne samo med vikendem, ampak tudi preko celega leta. Drsališče, prireditve, koncerti, upam, da danes je bila tudi maša za sneg, da tudi tako malo pride, tako da verjamem, da bo mesec december takšen, kot mora biti, čaroben. Vidim tebe, mi je jasno, da lahko tudi dobro je. S tvoje strani se vidi svet, ki je lepši in drugačen. Danes je prva adventna nedelja in turistično društvo Gozd Martulje, ki je zato včeraj pripravilo delavnico Izdelajmo adventni venček. Naredili ste ga lahko po svoji želji in okusu, pomagala pa je mentorica Marija Kristan. Tako kot vsako leto, tudi letos dan pred prvo adventno nedeljo organizira delavnice za izdelavo adventnih venčkov in namiznih aranžmajev. Letošnje leto je bila presenetljiva udeležba, veliko več udeležencev kot prejšnja leta, tako da smo zelo zadovoljni. Vidimo, da je to tradicija postala in tudi prihodnje leto bomo načrtovali ravno tako takšne delavnice. Delavnice pa je vodila Pika Kristan iz Svetličarne v Žireh. Povedala je, kakšni so trendi, kakšne so novosti za izdelavo venčkov, tako da smo se naučili tudi nekaj novega. Igralni salon Kazinoja Larix v Kranjski Gori je obnovljen in v vsej svoji lepoti že pričakuje goste. Ideja za obnovo v bistvu je prišla, ker, če rečem, smo zadnjo investicijo izvedeli v letu 2006, se pravi dobrih 13 let ni bilo vloženega v bistvu nič kaj večjega, manjša popravila in, bom rekel, objekt je bil kar dotrajen v določenih, bom rekel, delih, ne, od tepiha in tako naprej. Pa tudi, če rečem tako, zdaj, kar pač lahko vidite, je majhen bolj moderno, ne, opremljeno. Tako da ideja sama o sami prenovi
je pa nekje zorela zdaj kakšno leto, da smo tudi od same ideje do priprave dokumentacije in, bom rekel, same investicije, sredstev in tako naprej. So avtomati novi, ponujate kaj več? Avtomati so deloma novi, je pa res, da vsako leto investiramo v igralne avtomate, tako da letni ravni nekje menjujemo od 15 do 20 igralnih avtomatov, tako da nekaj je novih, nekaj je starih, ampak nekako kontinuirano temu sledimo, da jih menjavamo. Ponujate zraven tudi gostinsko ponudbo? Tudi gostinsko ponudbo seveda ponujamo, seveda smo jo tudi že prej, vendar smo v tem delu, se pravi, majhen bolj posodobili, tudi lokacijsko smo spremenili, bom rekel, prostor zna biti zdaj bolj živahen, manj moteč za igralce in pa seveda glede na to, kako je zdaj tudi stilsko opremljeno, jaz mislim, da bo to ta prava stvar. So znane že kakšne številke o vrednosti same investicije? Žal še težko rečem, kakšen bo končen znesek, vendar sama investicija bo nekje okoli, predvidevam, saj po načrtih, kot smo delali, okoli 350 tisoč evrov. Kdo so najpogosteje vaši gostje? So to tole iz hotela, so to Avstrijci, Italijani, ki pridejo od doma čez mejo, so to domačini? Ja, več ali manj imamo dnevne goste. Ti gosti večinoma prihajajo iz Avstrije, tam nekoli 50% je avstrijskih gostov, zatem sledijo italijanski, ki so tudi nekaj dnevni, večinoma pa, bom rekel, sodelujemo tako, da jih pripeljamo z raznimi agencijami, zatem pa nekako sledijo tudi domači gosti. Zdajle v decembru praznujete tudi obletnico Casinoja, ravno prav je torej obnovljen, da boste proslavili že v novih prostorih. Kako bo to proslavljanje izgledalo? Ja, jaz upam na vse najboljše. Pač igra na igralnih avtomatih seveda za goste, ki pač radi igrajo, zabavni del pa bo v tem prenovljenem novem gostinskem delu. Mislim, da bo program kar pester, kaj več pa ne bi razkrival, boste pa mogli priti malo pogledati. Obletnico igralnega salona Larix bodo proslavili 14. decembra. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Peka Miklavževih piškotov bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori potekala v sredo ob 16. V četrtek ob 16. v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem pripravljajo miklavževanje. Fotografsko razstavo Lojza Avsenika bodo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori odprli v četrtek ob 17. Na ogled bodo 31. januarja. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne decembrske dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!